Lepo pozdravljeni v podcastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in danes se bom pogovarjal z gospodom Matejem Serecem. V tem pogovoru se bova dotaknila odraščanja s hemofilijo, zanimivih življenjskih prigod, kot na primer, kako je bilo, ko je preživel, kar bom rekel, tudi do pol leta v bolnici in tako naprej, pa kdaj je prišlo do inhibitorjev, ki so precej vplivali na njegovo kvaliteto življenja, kako je biti v bistvu kmet s težko obliko hemofilije. Ter nazadnje bomo si še pogledali, kako se je zdravljenje spremenilo od takrat, ko je on začel zdravljenje do danes. Lepo pozdravljen, Matej. Pozdravljeni. Matej, če bi te vprašal, oziroma če bi mogoče vprašal tvojo mamo, kakšen je bil Matej kot otrok? Ja, bi takoj verjetno rekla nagajiv, ne? Poln energije, res stvar. Dajva začeti pri temu. Kdaj so pri tebi sploh diagnosticirali hemofilijo? V rojstvu, ne? Mama je pač imela carski rez in takoj v rojstvu seveda nehote me je seveda ginekolog porezal po lici, ne? Ja. Krvavitev se ni ustavila in so takoj posumili na možnost hemofilije, ne? In tako se je začelo, seveda, ampak ni bilo nekih hudih, 2 leti ni bilo nekih hudih, ne vem, komplikacij glede tega, ampak po 2. letu se je pa začelo, ne. So bile nekaj podplutbe, pa nekaj takega, ampak nekaj hudega pa res ni bilo, no. Po 2. letu so se pa te začele hujše krvavitve, ne. Od so kolena ne bila, pri kolenih se je začelo, ne. Okay. Najbolj desno koleno se je začelo, pač od 2. leta naprej. 2. leta naprej. Se pravi, od rojstva tja do 2. leta, verjetno zato, ker si se bolj kot ne plazil in to. Ja. Pa ni bilo nekih, po 2. letu itak sem začel hoditi in zaradi tega tudi bolje bilo, ampak do 2. leta pa itak sem se plazil, pa bolj so še čuvali na mene, pa niso dopustili, da bi hodil hitro, ne, ampak takrat se je pa začelo, ne, pri kolenih, ne. Se pravi, ti si začel zdravljenje takrat, ko še preventive ni bilo, ne, če se ne motim? Ja, seveda. In si potem pri 2 letih prvič dobil faktor, predvidevam, za koleno? Saj sem dobil v rojstvu, ampak čisto malo količino, ne, glih toliko, kar so nekaj dali zaradi ureznine, ne. Ampak se je začelo, pa pri pol letih, saj sem bil 3-krat do 4-krat sem dobil faktor, ampak ni bilo nekaj hudega, res, ko bi bilo neke hude krvavitve, to bolj zaradi kakšne večji podplut, ne. A mogoče veš, kaj je bilo s tem kolenom? Kaj si naredil, da je prišlo do te krvavitve? Si se kam udaril? Ja, sej, nekaj je že bilo, verjetno kam udarec, ali pa, ko sem se začel plaziti, je verjetno, ne, desno koleno je bilo, ne, že pri meni že od rojstva zapisano in še danes je desno koleno, ne, desna noga, ne. Pa levi skočni sklep, ne, levi gleženje se je začelo tako. Nasprotno. Gleženje pozneje prišlo, začelo se je pri kolenu, ne, krvavitve so se začele v kolenu, ne. In potem tekom odraščanja, kako je potem se dogajalo s tvojim zdravjem? Omenil si, po 2. letu takoj se je začelo sprejeti na pediatrično bolnišnico v Ljubljano, rehabilitacija, pač zdravljenje s faktorjem, gipse, opornice, ne, in to je vse bilo, se začelo tu, ne. Seveda se pravi, 2. svetovno vojno vem, da sem preživel v bolnici, ne. Sem bil med prvimi, so me premestili tisti dan, sem bil v kleti, ne, ko se je začela vojna, ne, tako da. Vojna za Slovenijo, ne druga. Ja, vojna za Slovenijo. Sem bil med prvimi v kleti, pa me iščejo na oddelku, kje je Serec, Serec pa že bil premeščen že v kleti med prvimi, ne. Vem, da sem imel da sem bil od pasu dol, sem bil v gipsu, težko so me nosili, ne. Sem že bil, tako da. Ni bilo glih fajn, ne, nekaj rožnega te. Ja. Se pravi, si imel toliko krvavitev zapored v kolenu? Ja, bilo je kar fejst, ne. Koleno, te še koliko zraven je verjetno bilo, ali kam je bila krvavitev, ali podplutbe bilo, ali kaj je bilo, ne, ko so me dali v gips, verjetno zaradi bolj tega, zato ker bi bil pri miru, ne, ko bi ta
ko bi čim prej odšlo, ne, krvavitev, ko bi se čim prej pozdravilo. Ne. Jaz se spomnim, ne, že kot otrok tebe in vem, da že kot otrok si ti bil izmed te mlajše generacije najbolj prizadet zaradi hemofilije, ne? Ja, tu je pa to, ne, mi kot Prekmurje smo bili bolj izpostavljeni, seveda prvo kot prvo je bila že dolga pot do Ljubljane, mučna in seveda najbližja bolnišnica je bila v Murski Soboti, ne. Seveda Murska Sobota pa spet zdravstvo ni bilo toliko prvih vse sem bil tretji hemofilik mogoče, ampak niso toliko vedeli, ne. Tako mladi pa začetek hemofilije, nekih udarcev, nekih krvavitev in niso imeli, kako naj povem, izobrazbe ali podkovani niso bili v tem, ne. Tako da je vseeno so neki stik so mogli z Ljubljano spostaviti, faktor dobiti, kdaj dati faktor, koliko faktorja, ne, in takrat ni bilo faktorja kot danes, ne. Vse je bilo bolj, ko so nam delali, smo dobili te pripravke, ne, z krvi. No, jaz se spomnim, da si omenjal takrat, da v bistvu tebi so naredili nekaj, kar je za hemofilika strup, ne, na nek način. Da so punktirali koleno, je to res? Ja, to se je začelo. Ja, in takrat, kje je to je Murski, seveda, koleno zatečeno punkcije, ne, in to je bilo res, to je bilo nekaj najhujšega, ne, takrat. Že vsaj delajo punkcije, ampak itak dobiš zadostno količino faktorja, pa takrat ni bilo kaj, takrat so sam vedeli, da je to drago, pa da ne morajo dobiti, pa da to morajo počivati moraš, pa platke gor, pa z ledom, ne, pa to je to, ne. Zdravnik vem, da je mame rekel v Murski, nič, vato ga zaviti, pa v kletko dati, pa naj bo v kletki, ne. Ni bilo glih neki poučni poudarkov na to, ne. Zdrav, ne. Pravi, midva to zdaj govoriva v 90-ih letih, ne, da ne bo kdo mislil, a 70-ta, ne? Ja. Pa zdravniki so si bili bolj starejši, nepodkovani, neizobraženi, ki je hemofilik, ne. Taki starosti, jaz sem bil prvi hemofilik v Prekmurju, par let star, ne, ko sem ležal tja v bolnišnici, ne. Tako da res, ko je bilo hudo in te so se komaj posvetovali z Ljubljano, kaj narediti z njimi, ne, in takoj, v Ljubljani so takoj povedali, nič, takoj z njim sem, takoj, ne. Res, to je bilo, ne vem, nekaj najhujšega mi je bilo ležati z bolečinami v bolnici, ne. Vse dobro, to so bile bolečine, ne vem, si prišel z bolečino, to je kot otrok, seveda par ur, pa ni bila tako huda bolečina, ne, se že mislil, ne vem, lahko kaj delaš, ne. Se je dalo potrpeti, no, hudo bolečino. Če si imel zatečen gleženj, pa koleno kot nogometna žoga, ne, ampak se je dalo nekaj, se lažje prestal neko bolečino, ne. Prag bolečine je bil res velik, ne, se dosti prenesel sem. In kako je bilo pa odraščati na kmetiji, ne, ker na kmetiji, vem, otroci zmeraj pomagajo staršem, ne? Ja, kmetijstvo mi je bilo položeno v zibelko, zrastel sem na kmetiji, res vsak dan, živeli smo z kmetije, ne, glavni vir dohodek je itak bil kmetijstvo, ne, smo živeli z tega, ne, tako da, res, še mama je zaradi mene službo pustila, ostala doma, da itak teže, ko treba za mene, pa tudi teže doma na kmetiji delala, tako da, vsaki dan sem bil v tem, ne, vsaki dan sem spet nekaj se že šel ven, pa malo pohleval, ali kaj si spet si se udaril, pa ali kje porezal, pa res, tako da. Ni, da ni, ne, neki dogodivščin je bilo skozi, ne, glede mene, pa z mojo boleznijo so skozi hodili okrog zdravnikov, pa res, je kar dosti poškodb, ne, glede tega. Omenil si, da si mesece, kdaj bil tudi skupaj v Ljubljani na pediatrični. Ja, res, to je od 2. leta pa do 4. leta, to sem bil po pol leta skupaj, ne, sem res, skupaj sem pa bil negajiv, ne, to je bilo, so bili taki prizori, ne, ja. Kot bolj tehničen tip, ne, treba nekaj popraviti, sem mogel umevalnik popraviti, ne, sem umevalnik razšraufal, mizo razšraufal, ne, se zaprl v WC ali pa kako milo iztočil, ne, tako da, toaletni papir po celem hodniku pomotal, ne, tako da, res so, kar so imeli z mano, no, pestro, tako da tudi ni bilo. Sem jim malo popestril, ne, sem bil v bolnici. Ne, tako da sem imel tudi malo še težav z mano. Zdaj ne vem, če se spomniš, ne, ampak kako ti je pa bilo biti tako daleč od doma, sam, verjetno ne vem, če te mama pa še enkrat na teden obiskati, Kje enkrat na teden, enkrat na mesec, ne, vem, kaj mi je mama rekla,
kaj si prišla, kaj si mi prinesla, zdaj pa lahko greš domov. Ne? To je res. Kot otrok se ne zavedaš tega, ne? Kad dobiš neki obisk, ampak jaz sem pač bil v to pelon, tam sem sprijazni se nekako, ne? Vse ti je hudo, ampak se pozabiš to, vse na dobre stvari, sestre te obrnejo, ne? In se res živiš, kot da bi živel v tem, ne? To so bili res po pol leta, ne? Tako da, ko sem prišel domov, sem res sam govoril, ne? Pridem domov, pa je sem sam rekel, jaz bom tudi mlek pil, sem govoril, ne, pa tako. Ja, verjamem. Tako jezik spremeniš. Ja. Se navadiš življenje. Ne. Res, takrat se še toliko ne zavedaš, ampak ko si pa starejši, ti je pa že hudo, ne, ko si udaljen od doma, pa nimaš prijateljev stalnih, staršev nima zraven sebe, ne, nekaj te sevno ostane, ne. Spominov neka grenkoba, ampak, glej, pač treba živeti s tem, ne, se že sprijazniš, ko si krat v bolnici. Misliš, da je pustilo to kakšno tako posledico, tako da se še danes zavedaš, ne? To, da si bil pač sam tam? Ja, mogoče pa res, ne, tak, ajda. Vse zdaj se ne zavedaš, ne, ko priješ tako, ko spet priješ v bolnico, ne, pa si 3-4 dni v bolnici ali pa teden dni, ti res, vseeno želiš čim prej iz bolnice, čim prej domov, domačo oskrbo, ne. Ja. Najhujše je tisto, ko veš, ko si zdrav, pa mora vseeno biti v bolnici, ne, to je najhujše, ne. Tiste občutek. Ne. Ko veš, ko si doma, tudi lahko vse narediš. Ne. Lahko si, ne vem, ko je kakva krvavitev, lahko si faktor doma daš, lahko si odkladka doma daš, ležiš lahko doma, ne. Ampak pač vseeno moraš biti v bolnici, ne. Neko opazovanje ali neko kontrolo imajo na tabo. Ne. Ni glih hvaj, ne, ampak če treba, ne. Seveda, na srečo saj, da se je dala pomagati v tem Ljubljani, ne, da je bil koncentrat. Ja, vse. Neke posledice poškodbe ali vse je ostalo za sabo, ampak se da živeti s tem, itak preneseš, pa se moraš sprijazniti, pa živeti, pa življenje gre dalje. Res, da moraš pozitivno gledati na vse, ne. Se lahko srečen, pa sploh še tako daleč si prišel, ko nisi že, ne vem, ko nisem že pri 33 letih na vozičku ali pa komu na 24 ur na oskrbo. Ja. Tako da tega pa res ne bi noben verjetno. Glava dela, ne ostalo, pa te, če ne moreš nič, to je že te žalostno, ne, ko si priklopljen na nek voziček ali na neko poslo, tako da glavno se še dobro izteklo. No. Ti pa si imel še poleg hemofilije še eno smolo potem, ne? In sicer so se ti tam okoli 6.-7. leta razvili inhibitorji. Ja, res. Kako pa to pole zgledalo, ne? Glede na to, da si že prej imel ogromno krvavitev, potem pa še inhibitorji, ne? Ja, vsaki udarec je v bistvu predstavljal, vsaki mali udarec ali pa vsaka spontana krvavitev to je bilo za sabo pustilo toliko skrbi pa vsega, ne, spet ponovno faktor, neko veliko količino, večjo količino, spet, ne vem, mesec dni ali pa minimalno 2 tedna rehabilitacije potem, tako da neki obisk spet ponovno, če ni bilo hospitalizacija v Murski, ti je že bila hospitalizacija že v Ljubljani, ne, in to je vse za sabo pustilo, ne. In to ni bilo mogoče teden, to je lahko trajalo tudi po mesec, ne, ali pa po 2, ne. Pač za sabo neko krvavitev pustilo, ne. In kako je bilo pa potem šolo? Ja, šolo, vrstniki so me, saj od vrtca naprej ni bilo tisto niglih. Jaz sem itak bil poln energije, hotel sem z njimi, ne vem, fuzbal igrati, se igrati z njimi, ampak vseeno so me nekaj nazaj držali, ne. In ti zdaj nekomu povej, ko ne sme se igrati, pa sabo so te vlekli, ne, vseeno so te povabili, če gre zraven, ampak spet je pa bilo, ko ne smeš, ne. Nekaj ti pa vseeno ni dalo, tako da v celo osnovno šolo, srednjo šolo sem bil upravičen telovadbe, ne, ampak moraš najprej, kot otrok je težko nekaj dojeti, ko ne smeš nekaj delati, ko ne smeš fuzbala, se športom ukvarjati, ne. Če glih, danes je pa spet šport pomemben, ne. Ja. Ja, tako da časi se spreminjajo, ne. Ja. Kater šport je tebi najbolj všeč, oziroma kaj je bil tisti šport, ki si ga, tudi če nisi smel, ali pa tudi če si s težavo, si ga vselih, kaj je bilo za tebe? Ja, seveda, kaki nogomet že itak, ne, kako odbojko, ne, tako, ali pa igra med 2 ognjema, ne, to je tako, to koliko še lahko, ne, ni hudega, ampak dobro, že težava bila, ko si dobo žogo že v prsi, ali pa v roko, ali pa v glavo, ne, Bog ne daje v glavo. Ja. Ja. Dobro, Matej, to bo zdaj prvi del pogovora in bomo nadaljevala v drugem delu. Tako da
Če ste uživali v prvem delu pogovora, vas vabim, da se nam pridružite še v drugem delu pogovora, kjer mi bo Matej kaj več povedal o tem, kako je potekalo to zdravljenje inhibitorov in kako je biti v bistvu danes kot odrasel človek, kmet, poleg službe in vsega s hemofilijo. Tako da naj čaka še zelo zanimiv pogovor. Tako da se vidimo.